Facebook skupina Upor Slovencev je minulo soboto na trgu Levna Štuklja organizirala protestni shod proti migrantom in Vladimira Cerarja. Vstaj naroda proti vladi in naseljevanju migrantov, kakor so protest poimenovali organizatorji, je pomagalo organizirati tudi nekaj političnih strank. Protest, ki se ga je udeležilo kakih 20 ljudi, bi verjetno ostal neopažen, če ne bi eden od udeležencev med govorom organizatorke dejal: "Zbudi se, spoštovani Dolfa Hitler, pa bo spucal, pa bo folk imel v Mariboru službo. Se bomo dvignili, poln kurac imam tega." Na to je jezno zapustil protest. Poglejmo. Vlada z Miro Cerarjem na čelu pa v Slovenijo nezakonito uvaža nešolane in nesposobne ljudi. Oziroma, če gledamo zadnje čase, zadnja dogajanja, verske fanatike. Čeprav vedo, da se ti begunci in imigranti nikoli ne bodo sprejeli našega načina življenja in naše kulture. Bodo pa uspešno izkoriščali naše socialne transfere, čeprav niso nikoli nič prispevali za državo. Zahtevali bodo udobno in brezdelno življenje na račun države. Sčasoma bodo celo zahtevali, da se jim slovenski narod podredi, kajti v nasprotnem bo prišlo do terorističnih napadov, kot se to dogaja že v ostalih državah Evropske unije. A si to želimo? Hvala. Torej? Zbudi se, spoštovan Dolfa Hitler, pa bo spucal, pa bo v Mariboru folk imel službo, delo. Moram davek plačati za neke kupljene, barvane Slovence. Hvala, res je. In še bomo naprej to kupovali in podpirali, če se ne bomo res stopili skupaj. Ne bomo več dolgo. Moji kolegi se bomo dvignili. Hvala. Ponovno pozdravljam v studiu, z mano sta seveda naša stalna komentatorja. Zdaj organizatorji protesta Ana Žana, Facebook skupina, pravi, da je bil protest nastavljen, da je šlo za nekega mimoidočega provokatorja, ampak zdaj vsaj iz teh posnetkov integralnih ni videti, da bi kdo zelo protestiral proti temu. Kako Jaz mu bi dal najprej pihati, ker glede na gestikulacijo. Vendar je Maribor na Štajerskem, ne Tina? To je treba upoštevati. Glejte, jaz mislim, da nima smisla o tem govoriti, o tem incidentu, ker to gre čisto provokacijo. Ampak je pa zanimivo to, kaj je on rekel. Je rekel, da Hitler nam je dal službe. In pomislite zdaj, kako govorijo danes mnogi, pa se nihče ne obregne ob to. Tito nam je dal ceste, Tito nam je dal šole, Tito nam je zgradil državo in tako naprej. In dejansko sta pa oba največja morilca Slovencev v zgodovini. Nihče v Sloveniji ni umoril toliko Slovencev, kot sta jih umorila Hitler in Tito. Približno enako. Ampak pustimo to. Jaz mislim, da je to globlji problem. In sicer zato, ker ta reakcija... Nostalgija, misliš? Ta reakcija politične levice, ki napačno dela in v vsej Evropi in pušča te migrante in se do te migrantske politike obnaša tako, kako bi rekel, brez vsake pametne politike, kar ljudi spušča noter, se ne ukvarja z njimi, ustvarja gete in to že leta in leta, desetletja in desetletja. To ljudje z zdravo kmečko pametjo vidijo in vidimo in vemo, da je nekaj narobe. Problem pa je, da potem taki ljudje začnejo voliti desnico, ampak skrajno desnico, ne desno sredino. In zato bo, ko pogledamo v zadnjih letih, je porast skrajne desnice po vseh državah. In to je trend, ki recimo vsaj na Nizozemskem, hvala Bogu, se ni uresničilo, da bi skrajna desnica zmagala. Ampak prej ali slej bo v vseh državah, zato ker desna sredina ne odgovarja na pravi način, leva sredina pa sploh. In v bistvu levica potiska te ljudi v objem skrajne desnice. Ista stvar se je zgodila v 20 letih v Italiji in v 30 letih v Avstriji in v Nemčiji. Zato je to nespametna in tudi pogubna politika.
Vlada, zdaj, če dovoliš, ne? Zdaj, potem, kar je Tino povedal, bi skoraj jaz njemu dal zapihati. Ne? Mislim, to nima zveze z realnostjo in je res neka fantazma, ki sicer se sliši zelo lepo, ampak kaj veliko podlage v realnem življenju pa nima. Ne? Le, če pogledamo, kdo vodi Evropo, ne? Evropo vodi desnica, kolektivno na ravni Evropske unije. Katera stranka je najmočnejša, že več mandatov zapored? Evropska ljudska stranka. Kdo vodi Nemčijo? Kdo vodi največje države, z izjemo Francije? Desnica. Kdo je zmagal na volitvah na Nizozemskem? Ja, desnica. Se pravi, kdo pol tiši te ljudi, da pa volijo skrajno desnico? Levica iz opozicije. Lej, tega jaz ne verjamem. Ne? Drugo, tisto, kar si omenil, Tino, lej, Tito, če je pobijal ljudi, ali pa kdo v njegovem imenu, je pobijal ljudi, ki so sodelovali z okupatorjem, ne? Razumeš? Ja, to tiste punce iz Hude jame. Teh 20 ljudi, ja. Tiste punce in noseče ženske in invalide iz bolnic, ste tudi. Vojni zločini se dogajajo tudi zdaj v vojnah in so se tudi takrat, nažalost, ne. Ampak tisto, kar je treba vedeti, je to, ne. Teh 20 tretjerazrednih vaških posebnežev, ki so se zbrali na eno lepo sobotno popoldne v Mariboru, da bi slikali strahove ljudem, ne, na stene, pa ne vem kam še vse, predvsem drugačnim, pred vsakim, ki pač nima enakega glasbenega okusa kot mi, ali pa ne je iste hrane kot mi, ali pa se sam drugače piše. To so ta isti ljudje brez trohice narodne zavesti, ne, ki so leta 1944, ko se je Hitlerjeva Nemčija že sesuvala na vseh frontah, stali na štadionu sred Ljubljane, ki ga je zgradil antinacist, zaveden Slovenc, ne, Kristjan Plečnik, in prisegali zvestobo Hitlerju. Ne. Ja, se vidi, da niste zgodovinar. To so pač ljudje, ki enostavno ne razumejo, da narodna zavest ali pa narodni ponos ne pomeni, da se moramo bati vsega drugačnega, in hkrati, ki se tudi ne zavedajo, da mi smo že bili v vlogi ljudi, ki so bežali, ne, pred vojno v zgodovini, in lahko se nam zgodi spet v prihodnosti, da bomo v vlogi ljudi, ki bodo bežali pred vojno. In takrat ne bomo preveč zadovoljni, ne, če bo tam stala neka Ana Žana z mikrofonom in bo razlagala, da bežimo pred vojno zato, ker želimo imeti njene socialne transferje. Ja, no, ampak zdaj... Poglejte, zdaj tako, o zgodovini se lahko pogovarja, zdaj ima prav vsak, ki ima 5 minut, kaj? Ali už vi niste prebrali nobene knjige od učbenikov, razen učbenikov v osnovni šoli, ki so zdaj, Tino, oprosti, prvič, ne vem, zakaj si me začel vikati, ne? Drugič, zdaj si že rahlo žaljiv, ne, se spuščaš na osebno raven. Tukaj gre za zgodovinska dejstva. Jaz sem prebral toliko knjig o zgodovini, tako kot ti, a ti si zgodovinar, to je v redu. Pa mi pa razlož, kje si dobil tezo, da levica vodi Evropo. Drugič, razlož mi, v kateri evropski državi je levica na oblasti in sili ljudi, da volijo skrajno desnico. Ne? To nima veze z zgodovino. Ne? Tisto, kar si pa ti povedal v zgodovini, je pa samo to, da sta Hitler in Tito pobila približno enako ljudi v Jugoslaviji, in da če nekdo omenja Hitlerja, je to slabo, če pa nekdo omenja Tita, je pa dobro. Sem te pravilno povzel. To je bila tvoja izjava. Ja, se pravi, tukaj glede zgodovine... Če se kdo sklicuje na Hitlerja, je problem. Če se kdo na Tita, pa ni problem. Jaz pa samo govorim... Adolf Hitler ni bil 50 let voditelj države, ki je imela sedež v Združenih narodih, ki je bila mednarodno priznana, ki je vodila politiko neuvrščenosti, ekvidistance do Zahoda in do vzhodnega bloka, ni bil tisti, ki se je uprl pač Stalinu. In ni bil tisti, ki je pobil 250 tisoč ljudi po vojni. In v končni fazi ni bil tisti, na katerega pogreb so prišli pač vsi svetovni državniki, ne, če se že v zgodovini pogovarjava. Tako da boš mogel priznati, Tino, da enostavno jaz govorim o zgodovini, vi govorite o mitologiji. Ne moreš primerjati. Mitologijo je treba ločiti od zgodovine. To je mitologija, kdo pride na pogreb. To ni mitologija. Vi imate mitologijo. Kdo smo to mi, najprej povejno? Titoisti, ki govorite tako lepo o Titu, ste verjamete v mitologijo. Ne? To so mitološke zadeve, to ni zgodovina. In zdaj, samo da gremo nazaj. V drugi svetovni vojni je v Sloveniji umrlo približno 100 tisoč ljudi. Ne? Ja. To je davek, ki je največji v Evropi.
Mislim, da razen v Rusiji, da ni nobena dežela takega visokega krvnega davka dala in to je zaradi državljanske vojne, ki so jo sprožili komunisti. Tino, Tito je sprožil drugo svetovno vojno v Sloveniji. Državljansko vojno je sprožil. Kdo je pa napadel Kraljevino Jugoslavijo? Tito Jaz govorim o državljanski vojni, ki je terjala. Ja, in kaj je pa bila državljanska vojna, posledica česa? A posledica tega, da so ljudje v uniformah nacistične Nemčije pa z njihovim orožjem se borili za okupatorja? Kako ni res? Vi res niste nobene stvari prebrali še v življenju. Nobene zgodovinske knjige. Čakaj, so prisegali na štadionu, so prisegali da prekinemo ta neproduktivni spor. Ja, se strinjam, da je neproduktivno. Prva vaška straža je nastala kdaj? Povej, Aljuš, če veš. Če vem, kdaj je nastala. Prva protikomunistična milica je nastala kdaj? Ne vem, kdaj je nastala. Leta 42. 42 to vem, da leta. Do takrat so komunisti ubili več kot 1000 ljudi po vsej državi. In zato so se ti ljudje uprli. Zato, ker so jim posiljevali žene, ker so jim gnali krave proč, ker so jim požigali domačije. Zato so nastale vaške straže. In dobro bi bilo, da si kaj preberete o zgodovini, da kar govorite to mitologijo. No, pa kdo je pa zmagal v drugi svetovni vojni, Tino? In na čigavi strani je bila Slovenija? Partizani so zmagali koliko dni po, veste, kdaj je dan osvoboditve? Kdaj je? 9. maja. Ne, jaz sem te vprašal, kdo je zmagal, pa na čigavi strani je bila Slovenija. Kdaj so partizani zmagali v... A je bila Slovenija na strani zaveznikov, ki so zmagali v drugi svetovni vojni, ali je bila na strani poražencev? Partizani so zmagali, če lahko prekinem to debato, ker mislim, da smo zašli... Slovenija ni bila osvobojena niti sekundo prej. Dovolj, Tino. Jaz sem hotel govoriti o Mariboru, o dogajanju v Mariboru, ker je predvsem... Tukaj imamo titoista, ki brani Tita in lik in delo... Gre za degradirano območje, mislim, tako kot smo se prej pogovarjali o Primorski in nekih nacionalnih interesih, je tudi Maribor seveda potrebno gledati v tem kontekstu in mene skrbi v bistvu to, da tudi če je šlo za 20 ljudi in je en mimoidoči ti rekel, zdaj ne bom se spuščal, organizatorji pravijo, da je bil vinjen in da je bil provokator, ampak vendarle verjetno pa nekateri dejansko razmišljajo, on je pa sam izrekel neke stvari na glas, to je zaskrbljujoče. Ja, Vlado, se strinjam s tabo, zdaj Maribor je res neka taka žalostna zgodba, praktično od osamosvojitve naprej, najprej, takoj po osamosvojitvi zaradi propada tiste težke, velike industrije Tama in tako naprej, so bili ljudje pač z tega socialnega vidika zelo prizadeti in se mi zdi, da od takrat naprej niti država, niti lokalna politika okolja ni našla nekega recepta, kako bi iz tega nekega primeža teh socialnih stisk in te brezciljnosti našla izhod. Po drugi strani se pa strinjam s tabo, da tudi aktualna vlada ima nek zelo čuden odnos do Maribora, čeprav vem, pač župan Maribora, kdorkoli že to je župan pač drugega največjega slovenskega mesta in se še ni uspel sestati z predsednikom vlade oziroma predsednik vlada še ni uspela obiskati Maribora. Skratka, to so stvari, ki so zaskrbljujoče in jaz bi rekel, da se strinjam s tabo v tem, da ti primeri, recimo verbalnega nasilja ali pa tudi nasilja, če hočeš na športnih prireditvah, nogometnih tekmah in tako naprej, so odraz neke te stiske nemoči. Sej pač v klubu nogometne Maribor bomo še pri tretji temi govorili, ampak recimo zdaj te zmerljivke, ki sem jih bil prej deležen strani Tina, titoisti pač mislimo, da je treba za ljudi poskrbeti in da gotovo ni dobro, če pač nekdo, bom rekel, zdaj kliče nazaj Hitlerja, zato ker pač to kaže na to neko stisko in na to, da ljudje se bojijo, kaj bo z njihovo usodo in z njihovo prihodnostjo. Ampak kljub temu jaz mislim, da je to nek osamljen primer, da je to pač nek par ljudi, ki na ta način razmišlja. Problem bi se pa pojavil, če bi pač se to razširilo tudi na širše populacijo. Problem je to, če smo prej govorili o Kopru in zaledju Kopra in Istri, v bistvu, kaj se nam lahko v Sloveniji zgodi, da se bo, če ne bo prišlo do drugega tira in ne bo na Ljubljano vezan, se bo ta del pač povezal z Italijo, z neko Padanjo, kot imenujejo to celotno območje, ki naj bi vključevalo
del italijanskega ozemlja, del Istre in pa slovensko ozemlje, tako kot se nam dogaja lahko na Štajerskem, da se bodo ti ljudje vezali na Avstrijo, bodo hodili v službo v Avstrijo in bodo videli neko perspektivo nekje drugje. Ne? Mislim, v tem kontekstu govorim in zato me zanima, Tino, če misliš, da se lahko neki taki protesti, kot so bili recimo, kaj zvem, takrat, ko so protestirali proti Janševi vladi, če se lahko ponovijo v Mariboru? No, jaz bi rekel tako, da bi prišlo do kakšne odcepitve, jaz mislim, da to... Ne govorimo o tem, ampak logično, ekonomsko zaledje, Graška škofija je v bistvu lastnik mariborske škofije, ne? Recimo, ne? Ja, dobro, sam to nima... Glejte, v slovenski Istri je gotovo po moji oceni 20% ljudi, ki bi v anonimni anketi glasovalo za odcepitev od Slovenije in potem takem za priključitev k Italiji. Jaz sem v to prepričan, kot vidim te reakcije, ker nekateri govorijo tako, rečejo, ja, kje bo meja, oziroma govorijo o meji na Črnem Kalu in potem vprašaš, dobro, kje bo še ta meja in rečejo, ja, na Dragoni. Ja, na Dragoni bo tudi meja. Kaj pa proti Trstu? Ja, tam pa ne bo meje. Ne? Tu se vidi, ne? Pač en del ljudi je tak, ampak jaz mislim, da kljub temu, da ni te nevarnosti, za Maribor pa sploh ne. Ker nasploh na Štajerskem je ogromno domoljubja, veliko več kot drugod v Sloveniji, tako da jaz mislim, da to ni, Štajerci so veliko bolj Slovenci kot kdo drugi. Problem, ki je v naši državi, je centralizem. In to je, Ljubljana ne vidi onkraj svoje obvoznice, kaj šele Maribora. In Maribor kot drugo mesto, drugo največje in drugo najpomembnejše mesto, je vedno v senci in vedno nekako potlačen, ne? Zato, ker bi moralo biti eno rivalstvo, ne? Maribor bi moral biti malo bolj močen, ne pa tako, da je edino v nogometu mu dovolijo, ker je pač boljši od Ljubljane. Ne? Tako da centralizem je rak rana slovenske države že praktično odkar se je ta država osamosvojila, pa tudi prej v socializmu je bilo tudi precej tega centralizma. Tako da tukaj bi morali kaj narediti, ker če ne se pa zna zgoditi, da bodo veliki problemi. Ne samo na Štajerskem, tudi na Primorskem, ker imamo Ljubljančanov imamo zadosti, ne, teh, ko bi rekel, poglejte, kako delajo drugi tir, ne, pa vam bo jasno, kaj je to centralizem. No, vidiš, Vlado, glede centralizma, ne, lahko naša oddaja Svetozgled, ker tukaj Ljubljančanov praktično ni, ne. Dobro, jaz predlagam, seveda bomo ostali še v Mariboru in pri centralizmu, če hočete, ampak na področju nogometa, ker se je spet odprl ta stari tleči spor med Zahovićem in Katancem po oglasih.